Dragi otroci, lepo pozdravljeni. Prisluhnite danes zgodbici z naslovom Veliki lov na pošast. Nekega zgodnjega jutra je zbudil Raco smešen hrup. Slišalo se je kot pš, pš in prihajalo je naravnost izpod njene postelje. Raca ni vedela, kaj je to, a bila je preveč prestrašena, da bi pogledala pod posteljo in ugotovila. Skočila je iz postelje in stekla po pomoč. Prašiček, prašiček, nekaj pod mojo posteljo in oddaja čuden zvok. Sliši se takole. Pš, pš, krr. Pš, pš, krr, je vprašal prašiček. Ojoj, potrebujemo nekoga res močnega, da nam bo pomagal. Ne hodi nikamor, ostani natanko tam, kjer si. In prašiček je stekel po medveda. Prašiček je povedal medvedu o zastrašujočem hrupu pod račjo posteljo. Tako se sliši. Pš, pš, grr, benk, benk. Poiskal sem tebe, medved, ker si močan. Medved je dvignil ogromen hlod. Res je, dovolj sem močan za skoraj vse. Vendar mislim, da morava poiskati nekoga, ki je dovolj glasen, da bo pregnal to stvar. Tako sta stekla iskat volka, ki je bil tik pred začetkom zgodnjega jutranjega zavijanja. Medved mu je povedal strašno novico o zastrašujoči stvari pod račjo posteljo. Oglaša se pš, pš, rr, benk, benk, pam, pam, neprestano. Mislila sva, da bi nam jo ti pomagal splašiti stran. O ja, lahko. Nič se ne more primerjati s tem, kar znam jaz. Kar poslušajte me. Ampak mogoče bi potrebovali tudi nekoga res pametnega. Takoj so stekli poiskat sovo. Poslušaj, sova, grozljiv in zastrašujoč zvok prihaja izpod račje postelje. Takole se sliši. Pš, pš, krr, benk, benk, pam, pam, grul! Sova je ostala brez besed. Mislili smo, da boš ti vedela, kaj je to, je rekel prašiček, ker si tako pametna. Sova je rekla, pametna sem, ja, to sem. In lahko vam povem eno stvar. Raca je v veliki nevarnosti. Si prepričana? Sem. A si lahko predstavljate kaj prijaznega in ljubkega, kar bi delalo takšen hrup? To mora biti pošast, je zopil pujsek. Ojoj, kaj naj storimo? Samo ena pot je, da jo preženemo, je odgovorila sova. Nastaviti ji moramo past. Torej so živali zbrale vrvi, mreže in druge koristne reči. Potem so se vse štiri pogumno odpravile k racini hiši. Sova jih je vodila, saj je bil lov s pastmi vendar njena pametna zamisel. Za njo je hodil volk, ki je glasno zavijal. Au! Za volkom je stopal medved s palico za boj s pošastjo. Zadnji pa je hodil prašiček s svojo odlično mrežo za lovljenje pošasti. Končno so prispeli do racine hiše in prislonili svoje ušesa na vrata. Vendar niso slišali nobenega pošastnega zvoka, niti vpitja, niti joka, niti klicev na pomoč. Mogoče smo prepozni, je zašepetal medved. O ne, je v obupu zajokal prašiček. Raca, si tam, je poklical volk. Potem so se počasi škripajoč odprla vrata. Bila je Raca. Tukaj ste, je rekla. Raca, v veliki nevarnosti si. Pod tvojo posteljo je pošast. Raca se je skoraj onesvestila. Pošast? Kako veste? Ja, ker dela takole. Pšt, grr, benk, benk, pam, pam, grul, je dodala sova. Dajmo, ujemimo jo,
in živali so stopile v Racino hišo. Vzpenjale so se po stopnicah, ko so zaslišale zvok. Prihajalo je naravnost izpod Racine postelje. Sova je posvetila z baterijo, živali so zajele sapo. Niso mogle verjeti temu, kar so videle. Pod Racino posteljo je bila drobna miš. Mehko je smrčala v svoji mali postelji. Ali veste, kaj smo ravnokar storili? Se je nasmehnila sova. Vsi so se počutili precej neumno. Spogledali so se in se zahihitali. Iz miši smo ustvarili pošast.